Proti delovanju in ukrepom aktualne vlade pa danes tudi več tisoč upokojencev in kritikov Golobove vlade, ki so se takole zbrali pred poslopjem vlade in državnega zbora ter glasno zahtevali odhod aktualne oblasti. Množico je v središče prestolnice privabil protestni shod pod taktirko predsednika stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja, sicer nekdanjega obsojenega poslanca SDS. Protestniki levi vladi očitajo zgrešeno socialno politiko in ukrepe, ki obremenjujejo prebivalstvo. Zbrane je nagovoril tudi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, ki je že pogledal proti naslednjim volitvam. Anže Božič. Množica slovenskih zastav, transparenti, kritični do Golobove vlade in protestniki iz vse države. S Kopra. S Koroške. Sveti Tomaž. Z Lavrica, ampak sva brata. Trg Republike je bil zgodaj popoldne kljub mrazu poln podpornikov opozicije, ki jih včerajšnji 4,5% dvig pokojnin ni prepričal. Nasprotno, čas je za zamenjavo leve oblasti in njihove zgrešene socialne politike, smo slišali. Podna, to pa ne gre več, to kaj tako še pa ni bilo. Kako je v Sloveniji dan danes preživeti s pokojnino iz meseca v mesec? Težko. Glede na to elektriko drago, korjavo, vse. Po vodnih nagovorih se je množica premaknila pred vladno poslopje na Gregorčičevi, kjer so izrazili nestrinjanje z Golobovo vlado. Prišli smo izstaviti račun. Naš račun je preprost. Odstopite v roku 30 dni, sicer bomo naše proteste stopnjevali. Kaka skladba poje vladi danes? Zadnja. Več tisoč glava množica se je sprehodila nazaj pred državni zbor, kjer je protestnike nagovorilo več znanih političnih obrazov. Kot zadnji je na oder stopil tudi prvak SDS Janez Janša in podpornike kar dvakrat pozval na volišča. To bo tudi referendum proti tej nori oblasti. In močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zblojene norosti. Potem je potrebno na volitvah, ki morajo priti čim prej, zbrati ustavno večino razuma, da si Slovenci ukradeno državo pridobimo nazaj. Da bi se nekdanji premier moral upokojencem opravičiti, namesto da jih nagovarja, pa so se kritično odzvali v koalicijski levici. Naj se raje upokojencem opraviči za izjemno krivico, ki jo je naredila njegova vlada, s tem, ko je najnižje odmeril pokojnino, in sicer sramotnih nekaj več kot 57%. In od tu imamo generacije revnih upokojencev. Podobno kot Janez Janša in Pavle Rupar pa v bližnjo politično prihodnost gledajo tudi danes na trgu zbrani volivci. V zahodnem delu sveta je zapihal veter sprememb. In ta veter sprememb je treba izkoristiti. Bližajo se parlamentarne volitve, tam bo izbira verjetno in Pavle Rupar in Janez Janša. Koga obkrožiti? Janša, da dobi čim več glasov. Koga pa vi? Janeza Janša. On je meni dal vse. A ne Pavleta Ruparja? Ne. Rupar ne umel. To se drobijo glasovi, to je problem. Več izbire, ki je boljše je, ne? Prej v komunizmu smo imeli samo ene in se je slabo končalo. Oba sta v redu, samo smo pa za Janšo. Shod je sicer minil mirno in brez kakršnih koli incidentov.